Lep pozdrav na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju. Z mano je selektor Matjaž Kek, pred vami pa že seznam vpoklicanih reprezentantov za naslednji dve kvalifikacijski tekmi. Imam dal prvo besedo kar selektorju. Dober dan, tudi v mojem imenu. Jasno je po dveh rezultatih septembra, da je že to skoraj, da nas čakata dve odločilni tekmi oziroma dve tekmi, ki bosta popolnoma nakazali, v katero smer se bodo, kar se tiče Slovenije, odvijale te kvalifikacije. Če smo lahko z prvo tekmo proti Švedski bili predvsem z drugim polčasom zadovoljni in je bilo to na nekem pričakovanem nivoju, smo bili v bazo v Švici enostavno preslabi in če proti Švici iz dveh standardnih situacij zaostajaš po pol ure, 2 proti 0, je seveda potem zelo težko, ampak tudi sam govor telesa, sama izvedba in vsega dogovorjenega ni bila na pričakovanem nivoju. Mi se zavedamo, kaj nas čaka zdaj in v Prištini in kakšna tekma nas čaka čez 3 dni v Ljubljani proti Švici, ampak če hočeš nekaj več, moraš take tekme dobiti in to je naš cilj v naslednjih dveh tekmah z vsem spoštovanjem in do reprezentance Kosova, ki je z rezultatom proti Švedski že pokazala in dokazala svojo kvaliteto, ter z spoštovanjem do Švice, proti kateri smo pa igrali. Izvolite. Hvala lepa, gremo kar na vaše vprašanje. So kakšno vprašanje za selektorja? Dober dan, gospod selektor. Koliko se prenaša iz klubov, reprezentancov, stanje duha igralcev? Zdaj imamo na eni strani Vipotnika, ki bi moral biti v najboljši mogoči situaciji, na drugi strani Češka, ki bo tudi tukaj pod nekim pritiskom, drobnogledom. Kako boste to uspeli nekako balansirati? Ja, večno vprašanje in se ne govorimo samo o njih dveh. In če bi zdaj začeli secirati, analizirati stanje igralcev, Jake Biola, Stojanovića in tu bi lahko še naštevali. Slovenija nima 50 igralcev na razpolago v nekem momentu, da lahko zarotiraš nekaj novih imen oziroma nekaj povratnikov je v kadru, ravno zaradi tega, ker imajo nekateri težave s poškodbami. Ampak sigurno, da ko je dobro, seveda takrat pač to daš na stran in mogoče ni toliko pomembno. Jaz vedno govorim, da kar se tiče Slovenije, idealno z minutažami ne bo nikoli ni bilo. Ampak dejansko se nam je zdaj dogaja, da je mogoče preveč igralcev, ki niso v tisti formi oziroma ki nimajo želene minutaže. In jasno, da na eni strani veseli preobrazba Vipotnika, ki je imel težke momente, na drugi strani si zaskrbljen zaradi Češka, zaradi Biola, zaradi Stojanovića. Tako da, seveda, zdaj pa pride tisto drugo, ko jaz pravim, zdaj pa je to nacionalna selekcija, zdaj pa je to grb, zastava, himna in tukaj pričakujem več inata, tukaj pričakujem več kvalitetne odmisli te probleme, ki so vsakdanji, ki so normalni, ki jih spremljamo in ravno skozi mogoče reprezentanco, ki je že marsikoga vrnila na mapo, dokazati, da mogoče nekdo nima prav. To je moj pogled in to je tudi moja komunikacija z igralci v tem času zdaj. Predvsem v zadnjem času, ko dejansko se nam kar neki problemi pojavljajo. In še mogoče tukaj, da ne rabite niti vprašati, Šporar, problem s poškodbo, Verbič, Mlakar, Lovrič je zdaj sicer začel nekaj igrati, bomo videli, kako je, na spisku je, tudi Gradišar je še malo vprašljiv, zaradi manjše poškodbe ni bil v zadnjem kadru Alahlija, tako da, ja, ampak težave imajo tudi drugi. Ne, mogoče, da vas ne bi vprašali, kako gledate specifično na to, kar se Beniju dogaja v Angliji. Vem, da ne morete govoriti o težavah Manchester United, ampak približno poznate ta gromozanski medijski pritisk, pa lahko gledate to njegovo mikrosliko in kako nekako se ne odpre vsem skupaj v tej celotni zgodbi, da bi to bila ena čisto drugačna zgodba to jesen. To je
nivo tekmovanja, nivo lige, ki je hkrati najbolj gledan, ampak tudi najtežji. Številke so gromozanske, ko se začne vrteti v nekih prestopih, gledanost, spremljanje, medijsko spremljanje, analiziranje v kolumnah in to vse skupaj in jasno. Na tem nivoju si tudi najbolj izpostavljen in to je primerljivo z izpostavljenostjo po mojem NBA lige ali vrhunskega tistega top 10 tenisa. In jasno, da je v nekem momentu, ko nek klub, ki je zaznamoval zgodovino svetovnega nogometa, ni ga na karti, ni ga nikjer, ni ga med prvih 10, da je za to maso navijačev jasno seveda tudi kritičnost oziroma kritični pogled in seciranje vsega dobrega, predvsem pa vsega slabega, ki ga je več kot dobrega, na najvišjem možnem nivoju. Preživeti to, dokazati se na tem nivoju so sposobni samo najboljši. Jaz, moje osebno mnenje je, pa ne kar zaradi tega, ker sem zdaj v tem momentu selektor Benijo Šeško, ampak ker ga poznam od njegovega 17. leta, delam z njim, jaz sem prepričan, da bo uspel. Če bo zdržal vse to skupaj, kar pa zopet je tisto, če hočeš biti na tem nivoju, moraš biti najboljši tudi v tem ne samo delo na igrišču, ampak tudi v tisti drugi strani, ko so seveda kritike neusmiljene, ampak dobro, tale gol, jasno je, njegov govor telesa je meni pokazal vseh, sem gledal tekmo, ne moreš biti, saj pa daš golo, verjetno lahko razmišljaš, da se bo odprlo, ampak kaj pa v drugi strani ti pomaga, če izgubi ekipa, ne? Če ekipa zgleda tako zgleda in to sigurno ni lahko in to je ne fakulteta, to je zdaj pisanje in doživljanje doktorata, kar se tiče športa. Še eno vprašanje, mogoče malo teže, ki se mu je pa tudi težko izogniti. Verjetno se boste strinjali, da je eden trenutno najbolj vročih slovenskih nogometašev ni v reprezentanci. To je bila njegova odločitev, če govoriva o Mihi Zajcu. Je tukaj mogoče njegov korak v tej smeri ali kdo lahko tukaj naredi kakršenkoli korak ali je ta zadeva nepreklicno zaključena v vsakem primeru? Ne, jaz sem naredil korak. Jaz sem poklical in pogovarjala smo se na primernem nivoju. Pogovarjali smo se tudi o reprezentanci. Njegov primarni cilj je zdaj Dinamo. Jaz govorim za zdaj, to kar je on rekel in jaz tu po eni strani razumem, po drugi strani pa seveda v reprezentanci se ne igra za Keka ali pa proti Keku, ampak se igra za Slovenijo. Ampak Miha na zelo korektnem nivoju je bil tale pogovor in pričakovan pogovor. Jaz sem vesel, da se je vrnil. Dolgo ga ni bilo, dolgo je bila njegova minutaža minorna in jaz upam, da bo v Dinamu prišel do tistega, kar bi na koncu koncev, kar mu jaz želim, kar bi želel slovenski nogomet. In jasno je, da zdaj kaže, gre v dobro smer, za vse ostalo boste pa morali vprašati njega. Najlepša hvala. Prosim. Hvala lepa. Naslednje vprašanje za selektorja. Pozdravljeni, gospod selektor. Na Otoku igra tudi Jaka Bijol. Kako je pa on s temi težavami upoznan, oziroma ga to kaj bremeni pri njegovem načinu razmišljanja in sodelovanja v reprezentanci? Se veliko o tem pogovarjate? Ja, povedal sem že prej, zdaj jih je kar nekaj. Jaka je pa specifika. Nekje figura Udineseja in svojo kvaliteto, tudi izvedbo na Evropskem prvenstvu, je prišel do enega nivoja, kar pomeni Leeds in pa Premier League. In seveda potem se ti zgodi, da v nekem momentu zaradi različnih stvari, tu predvsem gre za rdeči karton iz Italije, nisi v nekih planih trenerja na začetku, ekipa ti začne igrati dobro in dobiva gola in kaj boš potem menil. Zdaj tudi tista nesrečna tekma v pokalu pride še povsem zraven, so se kar nekatere stvari zložile, ampak isto kot pri Beniju. Mislim, da in po kvaliteti in po njegovem karakterju, enostavno po njegovem sprejemanju vseh teh zadev v krutem športu profesionalizma je jasno, da bo dočakal svoj moment in jaz sem prepričan, da bo tudi on prišel skozi. Seveda je pa filter tu izredno
gost in tu, da tu prije skozi, moraš biti in mentalno in fizično na najvišjem možnem nivoju in Jaka mi je pred 3 tedni dobro rekel, je rekel, Premier League pa to pa je nekaj posebnega, to pa je nekaj drugače. In na to se morajo čim prej navaditi, prilagoditi in v določenem momentu tudi mogoče imeti malo sreče, da si v pravem momentu, v pravem času na pravem mestu, ker da potegne in ekipa in seveda, ko bo ekipa potegnila, potem bo tudi igralcu lažje. Ni pa enostavno, če priješ z ene minutaže na klop, ne, to, pa zdrav si, pa željen dokazovanja, pa vsega. Treba je tukaj počakati svoj moment. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Pozdravljen, gospod selektor. Na seznamu so ponovno 3 igralci iz prve lige Telemach. Pred kratkim je bil zaključen ta prvi del oziroma prva četrtina tekmovanja. Kako ga vi ocenjujete v smislu tekmovalnosti in pa kakovosti lige? Ja, tukaj ali si en navijač, ali si novinar, ali pa si selektor, če pogledaš lestvico, ne rabi sploh nič govoriti dalje. Ne? In to je toliko dominantno zdaj v tem momentu Celje, kar mogoče za ligo niti ni najboljše, ampak je pa zasluženo, kar se vidi na igrišču in predvsem jaz želim Celju jutri dober štart v Evropi, dobro tekmo. Naša liga pa jasno, rabila bi več balansa, več zanimivosti, upam, da ne bo ta razlika rasla tako kot zdaj, ker potem bo res zelo hitro že rešeno, mislim, da še ni vprašanje prvaka, ne? In potem, ko se gre samo za pokal ali pa za Evropo ali pa kdo bo izpadel, liga izgubi na svojem nekem pomenu, ampak to ni problem Celja, to je problem nekoga drugega in jaz Celju samo čestitam na v vseh momentih, v organizaciji, tudi okoli že vse skupaj, to postaja pravi klub, ki popolnoma zasluženo razmišlja in računa tudi na to, da bo uspešen v Evropi. Zdaj verjetno marsikdo, ki opazuje, spremlja ligo, navijači, širša javnost, bi pričakovali, da bi tudi Maribor in Olimpija prikazala več na to in pa ste mnenja, da je slovenska stroka pri nas podcenjena in pa premalo izkoriščena. Ja, zdaj, jaz mislim, da to ni zdaj problem Celja, da je to problem Maribora in Olimpije, tako sem že prej rekel. Kar se pa tiče v slovenski stroki, tudi tu imam eno svoje razmišljanje, če nekdo reče, da slovenska stroka ni dovolj dobra za nekoga, pa pripelje mogoče trenerja iz mogoče še celo malo manj razvite nogometne sredine, kot je pa Slovenija, ampak vsak razmišlja o svojih problemih, vsak rešuje svoje probleme. Jaz sem zelo ponosen na slovensko stroko in na rezultate slovenske stroke, da se pa lahko učimo od dobrih oziroma najboljših, to pa sprejmem vsako minuto svojega dela in v Sloveniji imamo zdaj nekoga, od katerega se lahko vsi kaj naučimo, vsi kaj vzamemo in vključimo v svoje delo, imamo pa tudi nekaj takih, ki se lahko pa od nas učijo in to je v nekih široki paleti trenerskih imen in krajev, iz katerih prihajajo, mislim, da popolnoma normalno. Hvala. Prosim. Hvala. Naslednje vprašanje, če je še kakšno. Predstavnik slovenske stroke je igral vidno vlogo pred nekaj leti v Kosovu ravno Primož Gliha. Ste ostali v stiku z njim oziroma pa ste tudi pri njemu posegli po kakšnih dragocenih informacijah, ker zelo dobro pozna to okolje? Verjamem, da pozna, da je okolje v tistem njegovem času bilo specifično, da je seveda zdaj z prihodom Franka Foda to nekoliko drugače, tudi igralski kader se je nekoliko zasukal in nisem z njim govoril še, kar pa ne pomeni, da mogoče ne bom. Vsaka informacija ti pa lahko pride seveda prav, čeprav se mi dobro zavedamo, kaj nas čaka na Kosovo, ampak ne vem, stadion je razprodan, ampak razprodani so stadioni tudi v Sloveniji bili in tako da raje takšna tekma in koma čakam, da se začne ta tekma, da se bo to začelo igrati, kot pa pred 1000-1500 gledalci kjerkoli drugje in to so tekme, ko pokažejo, ali si kaj zaslužiš ali pa ne in
Kvaliteta nasprotnika, jaz govorim predvsem o kvaliteti tukaj, kvaliteta nasprotnika, kvaliteta, individualna kvaliteta, ki jo oni imajo, to je stvar za pogledati, za preanalizirati, ker oni niso slučajno premagali Švedov. Hvala lepa, Damjan. Dober dan, gospod selektor. Pred septembrskima tekmama je bilo stanje optimizma in samozavesti pri vaših fantih kar visoko. Ne? Pričakujete, da bo tudi tokrat, da bodo prišli prihodnji teden enako samozavestni, ni še konec, še vedno so vse možnosti za mundial? Ja, popolnoma se strinjam z vami. Kaj ti pa drugega sploh preostane? Lestvica govori o tem, naša izvedba je povedala, da enostavno nismo bili dovolj dobri, dovolj kvalitetni, da bi prišli do boljšega rezultata, in če tudi zdaj ne bomo boljši, potem je popolnoma enostavno si ne zaslužiš, da razmišljaš o čem več. In zdaj tukaj, jaz sem rekel, specifičnost teh kvalifikacij v 3 mesecih, in tukaj moraš biti v tem času na najvišjem možnem nivoju. Videlo se je proti Švedski v drugem polčasu, na kakšnem nivoju lahko igramo in kaj smo sposobni, vse ostalo pa je bilo premalo, in zaradi tega samozavest in optimizem, ja, če ni to samo stvar za kamere ali pa za papir, to moraš pokazati na igrišču, mi smo to že dokazali, jaz sem prepričan in verjamem v to ekipo. Na koncu koncev pa, hvala Bogu, nekaj se bo vprašalo tudi nasprotnike, ampak mislim, da smo imeli dovolj problemov, da razmišljamo v prvi vrsti samo o svojih problemih in poskušamo rešiti, in potem, da se pripravimo še na obe reprezentanci. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje selektorja? Potem pa hvala lepa vsem in se vidimo v ponedeljek.